Ura. Dobro. Zdaj še pridejo ostali. Dobro jutro. Župan, da samo pogledam, Imam temne špegle. Še dam dol, ne? Še ne oči vidijo. Se nam skriva. Če ti nimaš one, ko se potemni, tiste so najbolj hecne. Ja, so. Ti pa nimaš te, da se potemnijo, ne? Ne, jaz sem sončna, jaz sem znam pri tem. Meni vedno znova sprašujejo, kak si ti pa ni sonce, da tam še čas. No, dobro jutro, kakorkoli, zbrani smo. Župan mestne občine Maribor, dr. Andrej Fišter, lahko se lepo dal izjavo glede nadaljevanja prenove kulturnega centra Pekarne. Ja, dobro jutro, lep pozdrav. Rad bi povedal par zadev v zvezi s pekarno in obnovo pekarne. Najprej bi malo promemorije naredil, in sicer promemorija se začne leta 2008, ko so uporabniki pekarne dosegli, da je bivši župan umaknil predlog selitve pekarne in zagotovil, da bo prenova kompleksa stekla. Takrat so bili tudi dogovorjena temeljna načela, torej med mestno občino in kulturnim centrom pekarna oziroma uporabnikom pekarne, in sicer prvič, da bodo prostori po obnovi še naprej namenjeni nevladnim organizacijam, kolektivom, iniciativam in posameznikom z področja neinstitucionalne kulture, mladine in družbenih dejavnosti. Drugič, da bo programsko delovanje uporabnikov avtonomno. In tretjič, da bodo uporabniki sodelovali v procesu prenove in vsebinskega upravljanja kulturnega centra tukaj. V mestnem času so predstavniki odbora za pekarno tudi organizirali zelo odmevno konferenco na temo vodenja in upravljanja neodvisnih kulturnih centrov. To konferenco tudi odprla takratna kulturna ministrica gospa Širca. In skupaj s predstavniki regionalnega stičišča nevladnih organizacij ter predstavniki občine so tudi pripravili upravljalski model, ki ga mestni svet potrdil 16. junija 2010. Prva faza, torej obnova upravne stavbe, kjer je tudi hostel in nekatera druge nevladne organizacije, je bila zaključena leta 2011, no in potem je pa prenova zastala in je nastal problem. Zdaj sam sem ta problem evidentiral, ko sva s gospodom Frangežom kot dva najbolj resna kandidata, sva bila povabljena na pogovor v Infopeku, ki ga je organiziral 29. oktober, in eno od vprašanj je tudi bila obnova pekarne in tam smo pač oba povedala svoje stališče. Moje stališče je bilo, da se obnova mora nadaljevati. Sem pa na tem pogovoru zaznal, da to ni samo po sebi umevno, da obstajajo nekateri uporabniki, ki bi sedaj začeli celo zgodbo od začetka. Torej, da bi se zopet pogovarjali o konceptih obnove in o sami obnovi. Namreč mi za drugo in tretjo fazo, torej za objekt hladilnica in lubada, če tako preprosto povem, imamo veljavno gradbeno dovoljenje, ki je nastalo na način, da je skupina mladih arhitektov skupaj z uporabnikov pač zdefinirala arhitektonsko in potem upravljavsko naprej do gradbenega dovoljenja celotno zadevo. In ker sem, kot rečeno, na tej okrogli mizi zaznal ta dvom v obnovo, sem želel, predno se začne obnova. V tem času smo namreč dosegli to, da se je konec črpanja odobrenega denarja za obnovo, torej iz evropskih sredstev, tega je za 1,8 milijona evrov, prestavil iz letošnjega septembra na jesen prihodnjega leta, torej da je dovolj časa, da se obnova zaključi. Sem želel, torej, da se uporabniki jasno izjasnijo. Torej, ne želim, da bi v času obnove se pojavljala vprašanja, ki se pojavljajo sedaj. To moramo razčistiti pred začetkom obnove.
In na osnovi tega smo dobili, torej ko smo pozvali uporabnike k soglasju za prenovo, smo dobili dva odgovora. Torej en odgovor je plenum uporabnikov, kjer se obnova pogojuje z raznimi pogoji, torej spreminjanje načrtov, dokumentacije, spreminjanje upravljavskega modela, izjemanje z normalnega razumevanja uporabe in tako naprej. In drugi odgovor, ki ga je podal programski svet kulturnega centra, ki pa obnovo podpira. Torej, sedaj so dejstva taka. Dokumentacije načrtov ni mogoče spreminjati. Evropska sredstva je možno uporabljati le za rešitve, ki imajo gradbeno dovoljenje in jih v tem trenutku ni možno spreminjati. Če gremo v spreminjeno, pomeni, da izgubimo evropsko sofinanciranje. Če izgubimo evropsko sofinanciranje, pomeni, da pekarne ni mogoče obnavljati. Razen tega je dejstvo, da je prenova pekarne ena ključnih razvojnih možnosti na področju neodvisne kulture in alternativne kulture v Mariboru. S tem pa, da je to projekt, ki je velik v evropskih razmerah, ne samo v mariborskih, pa pa slovenskih. Tega se to treba zavedati. In zdaj v primeru neobnove pekarne, pač pekarna, nastanejo problemi. Mogoče za koga, ki gleda kratkoročno, je to tudi rešitev za mestno občino, ko pač nima dodatnih stroškov v zvezi s tem. Srednjeročno pa pomeni, da bi kompleks naprej propadal in da bi se stvari, ki že zdaj nekako normalno tečejo, zato ker zmislijo na to, da se bo prenova zgodila, da torej so udeležba mestne občine pri delovanju kompleksa takšnega, kot je sedaj, postane potem vprašljiva. Postane vprašljiva investiranje v vodo, v elektriko, to, kar mestna občina daje, in sploh v varnost uporabnikov. Tako da s tem, da če ne gremo v prenovo, se s tem stvari dodatno zakomplicirajo brez potrebe. Skratka, rad bi povedal še to, da je zdaj zelo pomemben trenutek, da tako kot na drugih področjih, tudi na tem področju, bi rekel, stopimo skupaj in da se skupaj odrastemo. Tukaj sem zelo kritičen, preprosto zato, ker ne morem razumeti, da odrasli ljudje, potem, ko enkrat je že neka sreč sprejeta, dogovorjena, želijo čez mesec, 2 leta iti zopet na nekaj, se pogajati o nekih izhodiščih. V tem trenutku to več ni mogoče, imamo gradbeno dovoljenje, ki je bilo narejeno skupaj z usmeritvami, željami, voljo uporabnikov. Tako da danes želim sporočiti to, da nobena pogajanja niso mogoča, da je mogoče samo obnova ali neobnova. S tem pa, da za neobnovo za to ni odgovoren župan in županova ekipa, ker mi se prizadevamo za obnovo, ampak uporabniki kulturnega centra Pekarna. Kdaj je za tisti skrajni rok, ko vam morajo povedati, ko bo to se odločilo dalje, ne? Skrajni rok je že minil. Tako da sedaj imamo, kot rečeno, na mizi 2 odgovora. Plenum pogojuje zadevo, s tem, da tu ni prostora za pogojevanje, programski odbor pa podpira obnovo. Arhitekti, recimo konkretno Bagrani, da so pripravljeni sodelovati, pogovarjati z uporabniki in modificirati zadeve po potrebi. To za vas? Zato ni časa. Ne vem, kako lahko modificiramo veljavno gradbeno dovoljenje. Če so možne modifikacije v okviru veljavnega gradbenega dovoljenja, tudi nobenega problema, vse ostalo pa je problem, ker morate vi graditi in na osnovi dovoljenja, ki ne zajema realne situacije. Vsem se mi zdi, da je nek tak položaj ostal, kaj obnova bo, obnove ne bo. Od koga je zdaj odvisno, kdo bo sprejel tisto končno odločitev? Če bojo ostali pogoji, potem obnove ne bo. Torej, če bodo uporabniki pekarne vztrajali na tem, da je obnova mogoča
na podlagi nekih pogojev, ki so že zdavnaj bili predebatirani v preteklosti. Tem obnove ne bo, ker obnova ni mogoče. Ne želim, da se med obnovo, torej da se dela tu nekaj nasilo, pa da se med obnovo problematizirajo že dogovorene stvari. Kaj pa nadomestne prostore ste jim uredili? To je najmanjši problem. To je tudi problem, seveda, ampak tako kot smo urejali nadomestne, oziroma so urejali nadomestne prostore za uporabnike, ki so bili v stari upravni stavbi, se bo tudi urejalo sedaj. Konec koncev, kontejneri, ki so tukaj, so tudi posledica iskanja nadomestnih prostorov. Seveda, nihče ne more dobiti takšnega standarda, kot ga ima recimo v tem trenutku, ampak ve se, da v letu dni bo pa standard bistveno drugačen. Kaj pa glede tega, da bi se vrnili vsi aktualni uporabniki nazaj, glede tega ste se pripravljeni kaj pogovarjati, ali tudi tu pravite, da potem razpisom vse tako, kot pač gre običajno? Ja, v javne prostore je možno priti z razpisom, zdaj pa glede na izhodišča teh prostorov, tam ne more priti trgovina s čevlji. Tam lahko pridejo samo nevladne organizacije, ki izhajajo iz vsebinske zasnove pekarne. Pod pogoji, ki prosto določa. Ja, tako da tukaj tudi ni problem, tudi v upravno stavbo so se vrnili uporabniki, ki so bili prej tukaj. Torej samo razpis pride, nobena vnaprejšnja zagotovila. Ja, se tu ni več, potem to več ni skvot. Na ta način se skvot rešuje kot legalni komunalni sistem, in ki deluje po pravilih, kakor so definirana v upravljavskem modelu. Upravljavski model so pa dogovorili in imajo na nam bistven vpliv uporabniki pekarne. Kaj pa neposrednih pogovorov pa ne? O čem bi se pogovarjali? Recimo niste se udeležili nedeljskega sestanka, da bi se pogovorili namesto preko medijev. Zato je še vedno čas, Zato je še vedno čas, za take pogovore je še vedno čas, ampak jaz nisem želel, da bi sedaj to razumeli, da se želimo nekaj pogajati. Tu ni pogajanja. Pogovarjali so se prejšnje ekipe, konec koncev, moj svetovalec za družbene dejavnosti je bivši direktor pekarne, gospod Goran Rajič, je v odboru bil od začetka, ko se je ta zgodba začela. In zdaj ne vem, zakaj bi se zopet pogovarjali o stvarih, v katerih so že bila sprejeta stališča, so bila že sprejeta pravila delovanja. Na tak način ne moreš iti v trgovino, ne moreš kupiti obleke, za katero se odločiš, potem pa skozi nosiš nazaj, ko si že enkrat plačal. To ne gre. Enostavno treba je odrast, jaz sem tukaj mogoče malo celo nesramen, ampak treba je odrast, razrešiti Ojdipov kompleks, pa nemo se zdaj v teoretsko elaboracijo spuščal tega, in sprejeti pravila igre, ki si jih sam postavil. Ne protestirati sam proti sebi. Smem nekaj dodati? Izvolite. Jaz sem pri tej zgodbi pravzaprav od začetka do konca, od zasedbe, od prve zasedbe. Takrat sem kot edini uradnik na občini podpisal, da so vašli podporo zasedbe, in skoraj službo zgubil. Ampak to, kar bi rad rekel, v bistvu pekarna se najmanj 10 let pripravljena na obnovo na način, ki je popolnoma nekonvencionalen in je unikaten, dobesedno v tem prostoru, jaz bi rekel celo v državnem prostoru. Ko se delal vidci načrt, delal ga je gospod, ki bi takrat 12 let manjši in je izhajal v bistvu z pekarne, to je Andrej Šmit. Ko se delal natečaj, je prvi in zadnji primer v novejši zgodovini Maribora, da je bil pogojevan s tem, da dobijo posel v bistvu mladi arhitekti in da niso to neke eminence, nekateri so tukaj. Ko se pripravlja prenova, smo imeli problem z popolno neodzivnostjo takratnega urada za kulturo in mladino, še v času Nini Bulatović, in je pravzaprav koncept, ki je zdaj aktualen. Pripravili so ga ljudje iz pekarne. Mnogi, torej nekateri med tistimi, ki ga zdaj so bili zelo aktivni, recimo Ramis Derlič, jaz sem se včeraj pogledal, ko je to potekalo, imamo arhiv 2000 mailov, iz katerih je razvidno in dokazivo v bistvu, kako so definirali posamezni prostori. Skratka, v celotni zgodbi je to prvi primer, upam, da ne zadnji, kjer je v bistvu scena sama definirala, kaj potrebuje in se je temu sledilo celoti praktično. Ko enkrat to končaš, potem pravice do tega, da vsaki 5 minut rečeš, da bi se vrnil, 20 let nazaj, 15 let nazaj, prosto nimaš. In drugo, kar bi pričakoval od normalnih odraslih ljudi, je to, da takrat, ko postavljajo pogoje, da vsaj malo preberejo nekaj, kar pač moraš v neki družbi civilizirani upoštevati. Ne moreš reči, da bo nekdo, ki nima pojma, kaj je gradbeništvo, nadziral obnovo. Ni šanse. Ne moreš reči, da v nekem prostoru, ki je javen, da se dovoliš predelave,
ne vem, kakšne posege potem, kadar komu to na pamet pade. To ni dovoljeno. Ne v pekarni, ne kjerkoli druge. To še v bolnici ni dovoljeno. Ne. Tako da meni osebno, ne, to, kar se je zgodilo zdaj, na nek način presenečenje. Ne. Ker pohodilo je praktično vse, za kar se je scena ne, zanimala, torej in za kar se je borila zadnjih 10 let. In mi diši po tem, da se pač postavi neko stanje, ne, v katerem se odgovornost ne, za usodo pekarne prenese v neki imaginarni prostor. Ne. Da lahko oblast reagira tako kot Kangler, ne. On je pač rekel, da bo to, kar garaža od MTV v Lokov. Mi lahko rečemo, ne vem, ostala pekarna tako kot je, ne. Ampak naslednji trenutek, ne, ko to rečemo, ne, bo usoda pekarne popolnoma, kako bi rekel, nepredvidljiva, torej perspektive nima nobene. Ne. Mestna občina Maribor je lansko leto 22.000 evrov ne, dala samo za poravnanje komunalnih stroškov. Ne. Ta rešitev je bila, jaz sem jo predlagal pred leti, ne. Bila je zato, da smo poskušali kompleks ohraniti v kondiciji za čas do prenove. Skratka, prehodna rešitev povezana s prenovo. Ne. Jutri se bo ta avtonomnost nehala, ne, ko bo mogel vsak sam poskrbeti, da zagotavlja pogoje, v katerih odgovarja za to, kar počne in odgovarja za posledice torej, na objektih. Ne. In pogojevati na ta način, kot je to pogojevati tam, je zame popolnoma infantilno, res neodgovorno. Pa še to, ne, nikoli ni bilo rečeno, da so pekarna samo trenutni uporabniki. Pekarna je zamišljena v bistvu kot nek domicil urbane, kulturne in druge kompatibilne scene in da bi osebno pričakoval, da takrat, ko se plenum dogaja, ne, da bi imeli toliko posluha, da bi rekel, kontaktirali tudi tiste, ki v pekarni vidijo svojo perspektivo. Ne. Kratka, to ni prostor, to ni lastništvo sedanjih uporabnikov, ampak je v bistvu prostor, ki pač zahteva neko odgovorno ravnanje tudi z njihove strani. In če to priložnost zapravijo, ne, potem je vse, kar se dogaja zadnjih 10 let, v bistvu stvarno že. Čeprav razumem, v primeru neobnove ne boste več financirali Mi nimamo pravne podlage, da financiramo. Mi uporabljamo javni denar. Za javni denar, če ga uporabljate, morate imeti pravne zakonske podlage. Ne. To, kar je upravičevalo te vložke, je bilo to, da se pač poskuša objekta ohraniti v kondiciji do takrat, ko se bo pričela obnova. Ne. To vejo vsi, ki so tukaj v pekarni bili, vejo tisti, ki so takrat bili aktivni. Ne. In mi pravne podlage po tistem, ko se reče pekarne obnove nebo, nimamo več. Ne. Če kdo misli, da jo imamo, ne pove. Kje je pravna podlaga in kako je možno dogovarjati uporabo davkoplačevalskega denarja ne, za ta namen. Tega namen, to je možno zagovarjati samo kot prehodno rešitev, na način, ko sem pojasnil. Ampak razmere so se vseeno nekoliko spremenile, glede na to, da obnova ne bo celovita. Ne? S tem izpadejo nekateri uporabniki iz pekarne, čist me zanima mnenje. Gospod Ramis, to ni res. Ne? Obnova je fazna, tako je. To se ve od vsega začetka in mislim, da je vaša odgovornost pri tej situaciji zelo velika. Zavedati se morate, da imate lokal, ki je na pol legalen in se tolerira ravno zaradi tega, kar je gospod Rajič povedal. In jaz razumem, da vaš interes ni, da se v pekarni ustvari red, ker vi pač imate tak poslovni model, da pač v njem dobro funkcionirate. Ampak z vidika mestne občine to ni rešitev. Lahko še mogoče samo nekaj, kar Ramis pravi. Ramis Derlič dobro ve, ne, da je ves čas, kar se pogovarjamo o pekarni, ne, mi smo uporabljali izraz kompleks pekarna. Od ulice načrta, pri natečaju, ne, pri obnovi, obnova je razdeljena na 5 faz. Ne. In projekt pekarne je projekt obnove celotnega kompleksa. Meni je zelo žal, ne, da je prejšnja oblastna garnitura v bistvu, ne, ravnala tako, kot je ravnala zadnjih par let v bistvu, ne, in se je izmikala. Torej, ona se je branila obnove ves čas. Ne. Mi smo takrat izsilili kot odbor začetek, ne, potem se stvar ustavila v bistvu. Ne. Tudi mogoče smo se sami na strani odbora nekoliko trudili. Ne. Ampak niti enkrat samkrat ni bilo rečeno v bistvu, ne, da se odmikamo od obnove kompleksa kot celote. Jasno je, da v takih primerih, ne, tudi v takih vrednostnih gabaritih, da je ta fazna, nihče ni rekel, da se ne bo nadaljevalo, v bistvu ne, se bo. Če se obnovijo 3 objekti, potem je ta konec ne, bližji, je bolj verjeten, se ga lažje da zagovarjati tudi do drugih, ki v tem mestu živijo. Mestna občina Maribor ni samo pekarna. Mestna občina Maribor je bistveno več. Ne. Mi imamo probleme s šolami, imamo probleme na športni infrastrukturi, imamo probleme na zdravstveni infrastrukturi, skratka investicije je veliko, mislim, stvari je veliko, da jih treba narediti v bistvu. Ne. In to bi morali tudi fanti v pekarni vedeti. Ne. In še naslednje, ne. Takrat, ko so se pogovarjali v bistvu, ne, takrat so se ti prostori definirali vsak en za drugim. In tudi ljudje, ki so se zdaj pojavili kot pisni na plenumu, so pri tem sodelovali. Tisti, ki niso,
Zato pri nas takrat zapravili. Vabljeni so bili vsi v bistvu. Nobenega izključevanja ni bilo. Ne. Pravim, to so bili stanki, če bi prešteli ure. Ne. Mislim, da je na 100 ur šlo v bistvu, ne, za definiranje vsakega posameznega prostora. Okoli upravljalskega modela je bila razprava taka, kot jaz ne pomnim, na nobenem drugem področju. In še to, upravljalski model ni zabetoniran. Lahko se spremenja v bistvu. Ne. Ampak da bo nekdo postavljal pogoje, ne, kot je recimo hladilnici, ne, na nobeno sedanjih uporabnikov, ne sme pri obnovi kompleksa, kot ga tukaj vidite, biti moten več kot 14 dni. Ne. To je infantilno, je neodgovorno, je neumno. Pa bi je zelo žal. Jaz sem simpatizer Pekarne. Dvakrat sem službo tega zaradi nje v bistvu. Ne. Pa to, kar se zdaj dogaja, to je izven pameti, definitivno. In računam, da bojo pač to pretehtavali na ta način. Hvala lepa. Nadaljne obveznosti kliče. Mi bomo dali izjavo čez 10 minut, če lahko. Ja, se moramo uskladiti.